moram. Včeraj sem gledal tolo Tarčo o Fabjanu, aferi Fabjan, spolne zlorabe. Ja, jaz bi mogel biti gost. Privolil sem temu človeku iz ozadja, ki se je javil po Skypeu ali po Zoomu iz Nemčije, Marku Žgajnarju. Rekel sem mu, da bom prekršil tisto pozicijo, ki jo imam, da ne bom več šel na nacionalno televizijo, šel bi, če bi me povabili. Ampak to bi režimu levemu Klakočar, ki krona dol z glave pada, to bi besneli vsi. Mimogrede, hvala za donacije, sem vse stroške odvetnika pokril. Če mislite, da je tole, kar snimam, dobro, mi pokažite to z donacijo, kakih 10 evrov recimo, ali pa 20. Lejte, na to temo pa res največ vem. Maja Smrdu, kolegica, poznam že 20 let, ni bila slaba. Čeprav bi lahko tisti Petri na krst povedala, kaj je to štokholmski sindrom. To je fenomen, ki so ga odkrili, ko so napadalci tako rekoč zasužnili talce v neki štokholmski banki, film je posnet. In so ti talci začeli čustvovati pozitivno z napadalci in jih branili. Temu se reče štokholmski sindrom. In vse te Urška Zvolnir, ne vem, koliko je Lucija Polavder, ki ta je prejokala, Ana Marija Velenšek, tale lekarnica, apotekar, to me je linčala tam 2 meseca nazaj. Sem jaz stopil na stran punc, ker je to moralno prav. Ni mi uspelo se pogovarjati, jaz sem imel imena, ampak ni bila pripravljena se z mano pogovarjati dotična, za katero vem, da je bila spolno zlorabljena. Vem pa že 50 let, torej 5 let vem. Jaz sem 10 let nazaj o tem pisal, predaval, apeliral na Olimpijski komite, 10 let nazaj, 15 let nazaj. Med covidom je bila okrogla miza o spolnih zlorabah, spolnem nasilu v športu. Jaz sem šel tam kot filozof športa tja, tam filozofsko društvo imamo. In sem jaz na tej okrogli mizi povedal grehe, ki jih ima Fabjan, da bo mogel dati Blodkovo nagrado enkrat nazaj. Zato, ker ne da sem zraven. Meni je en judoist, ki bi hodil k meni malo se terapirati, pa na svetovanje, povedal, da tam ni vse čisto. Vem! Zato, ker fenomen Fabjana temelji na tako imenovanem transferju. Transfer je čustvovanje, ki se zgodi v psihoterapiji sicer, tudi v športu. Če bi rekel, zdaj tuj primer bom vzel. Lindsey Vonn, trener je bil Thomas Vonn, predno sta šla na razen. Lindsey Kudrow je bila. Ampak Thomas Vonn skozi transfer jo je naredil v svetovno prvakinjo zvezdo. Tina Maze, Andreja Masi, Ivan Hudač, Petra Majdič, mislim, na okrogli mizi na Molu sem to vse povedal. Štefka Kostadinova je bila svojim trenerjem 3-krat noseča, 3-krat ali 2-krat splavila, 3-tič donosila, 4-tič donosila. 9 svetovnih rekordov je odskakala, pa je v nosečem stanju, testosteronskem višku, noseča svojim trenerjem. Rožletu Prezlu, varuhu športnikovih pravic, sem tako povedal, zakaj se gre v tem športu. Da so trenerji znajo biti pokvarjeni, genitalno zrele športnice pa tudi nagajive. Znajo se malo nastavljati, ampak sem poudaril, trener mora biti, tako kot psihoterapeut, mora biti tisti, ki reče ne, ne bova nič imela. Jaz sem tvoja avtoriteta, tvoj oče, ti si moja hčerka. Tabu in cesta se mora zgoditi. To se na tisti okrogli mizi, ki jo je organizirala neka mednarodna organizacija, predstavnik Andrej Pišelj, gejovski aktivist, levičar. Ko sem jaz to govoril, mislim, da je takrat, ne vem, kaj je bilo s Gabrovcem, je že bil Bobinac, je še kar Gabrovec, mislim, na Olimpijski komite.
Jaz sem takrat izpostavil, vse je bilo posneto. Jaz sem samo en ekspoze posnel na moj telefon, lahko ga dobite na YouTubeu. Ključne stvari o tem, kaj nekateri trenerji, ne samo judo. Jaz sem 15 let nazaj izpostavil trenerja, bom dal inicialke, v ženski košarki. Pa so se tam na košarkarski zvezi branili na ne vem kakšne načine. Glejte, ta se je tuširal nak s svojimi kadetinjami, mladinkami. In tista, ki se ni hotela, ni smela več v reprezentanco. Meni se je mešal. Sem šel do prijatelja mojega, še ni bil takrat selektor, Damirja Grgiča. In sem mu razlagal te stvari. On je popucal to v svoji reprezentanci. Noben, ki je šmiral s temi športnicami, ni niti blizu smel priditi. Zato je veliki Grga tist, ki bi lahko naredil nekaj slovenske ženske košarke in je naredil. Ne pa tale Grk, ki tele košarkarce vabi na svojo jahto v Grčijo. Pa pustimo to. Ampak na tej Tarči, da tam gre ena Petra na krst, braniti Fabijana, ko sploh zraven ni bila. Upeta je v Sankaku klub, v judo. Kaj bo Urška Žolnir govorila, če tamo na mednarodni zvezi judeistična? Gabrovec bo tiho riba, čeprav je obljubil, da če kaj bo odstopil. 6 žensk je spregovorilo, 6 bivših judoistk. Nemogoče je, ali pa promila možnosti je, da bi se lagale, ali pa da bi imele lažen spomin. Kar je tudi mogoče, ne? Se pravi, promila možnosti, ali pa 1% možnosti. Tlele ne gre za lažen spomin, ne gre za laganje. Punce so na glas jasno povedali, zdaj so že ženske, ko jih srečala pamet, ko niso več ujetnice, psihopatske paradigme. Bambus palica, pa garbanje. To ni spolna zloraba. To so ene psihopatske metode dela, ki žal obrodijo sadove tudi v obliki olimpijskih medalj. Mimogrede, če mene vprašate, jaz bi žensko pretepanje zakonom ukinil v športu. Moški se pretepajo, moški so borci, ne pa ženske. Zaradi narave Odipovega in kastracijskega kompleksa. Simbolna disonanca je, če se ženska pretepa, ampak pustimo to. Če bi bil na tej Tarči, to bi ne vem kaj bilo. Mislim, to bi sramotilni steber bi že bil gor pribit, ne? Ne gre za to, kaj bo sodba rekla. Gre za to, da zdrava kmečka pamet, eno zdravo moralno razsojanje, ko pogledaš, motriš, izpovedih teh punc, kaj so govorile, prav vseh je na identični način ta človek počel. Le vprašanje je, kaj je bilo z njegovim očetom, da je tako moralno izprijen. Do medalj se da priti tudi na manj sadističen način. Ne, samo on je imel sužnje. Ujetov transfer. Veliki oče reče, ščerka Boga, pa preko hektolitra souz so prelile te medalistke. Menda največ je Lucija Polavder. Se spomnim, ki sem res rekel, kak paradoks je, da pride ena ženska in išče moške, delce te pravi od 100, 120 kil. Zato, da se pretepa z njimi, ne zato, da bi se dol dala. Da se tam po tistih tantamih dol meče. Sparing partner Lucije Polavder je bil Marko Žgajner. Ta se je izpostavil in vsa čast. Jaz sem pa z njim sodeloval. Jaz sem ga podpiral, če bo treba, grem na nacionalko, kamorkoli grem. Kljub temu sem rekel, da nikoli več tole ne bom osvestil naroda z mojim znanjem. Ampak sem se, rekel, premislil, ker je moralno prav, da spregovorim. In potem te Ana Marija Velenšek, pa te njegove Petra na krst, mislim, to ga branijo. A zbila ti zraven, ko je nak pršel, s trdim kurcem, a zbila ti zraven? Zakaj ga braniš? Zato imaš korist, ker racionalizacija opravi svoje, intelektualizacija, da to tako mora biti, štokholmski sindrom in seveda ta fundament psihoanaliste je znan transferno čustvovanje. Transfer, to je nezavedna zaljubljenost, ki ima še kontratransfer
in tudi negativni transfer. Zdaj te punce so prišle v negativni transfer in zdaj bojo spregovorile, ne, učki po siromaku. Fabjan je po moji percepciji kriv. Zdaj karkoli sodišče reče, karkoli, Gabrovec, soudeležen tako rekoč, rekel je bo, da v odstopu, ni. Vse verjetno ni vedel za vse detalje, ampak besede pa ne drži. Skratka, zadeva je bila taka že pred 20 leti. Takrat sem jaz opozarjal. V knjigi Šport skozi psihoanalizo, moj naslovni doktorat, sem to temo, transferno čustvovanje na relaciji predvsem. Trener, športnica. Jaz sem povedal, koliko je to spolska zadeva. Ker se v psihoterapiji ve, od Freuda naprej, oziroma od Breuerja naprej. Josef Breuer je pacientke seksualno izkoristil in vsako pozdravil, predrugačil. Ko so se nezavedno čustveno vezale, zaljubile so se v svojega psihoterapeuta. Freud je pa izpostavil, da je to transfer. Breuer pa rekel, neč govoriti o tem. Freud je bil zaljubljen v Ido Bauer, Doro. In rekel, to je pa kontratransfer. In ta tlele zlopate je zapadel v kontratransfer. Tista, ki je bolj lepa bila, v tisto se je zapodil kosinja v buče. Pa dojenčka imel pred 50 letih, ali kdaj. Z eno bivšo svojo, ne. Z bivšo svojo, ja, pa še 10 bivših svojih je imel judoistk. Zdaj pa spregovorite, ker tako naprej ne gre več, ker ni samo judo, ni samo košarka. Dajte malo do odbojke govoriti, dajte malo do rokometa govoriti. Se spomnim, Silva Kristan je bil trener tam nek Slovana, 16-letno svojo kadetinjo je imel, otroka. Legenda Diffa. Mislim, mene se pa ni pustilo, da bi jaz to pravi čas predaval. Moram pa kot obliž na Olimpijski komite povedati, da se je ekspertna skupina formirala, kjer smo hoteli trenerje, vodje reprezentanc nacionalnih panožnih zvez podučiti, zverzirati in oplemeniti z dodatnim znanjem. Jaz sem predal filozofijo športa, v kateri sem umestil psihoanalizo, 8 ur predavanja. Tudi Marjan Fabjan bi moral biti na mojem predavanju. Predstavniki judo zveze. Ne vem, a so bili ali ne. Fabjana vem, da ni bilo, ker bi bil pozoren. Bili so ženski trenerji. Pazite se transferja. Ko bo športnica, če bo športnica navalila, vi ste tisti, ki zid naredite. Vi. To sem jaz predaval na licenčnih seminarjih. Ekspertna skupina za to, da bomo dobili več olimpijskih medalj. Transfer je bila ključna tema. In Fabjan bi mogel pri meni spet delati, da bi vedel, kaj on počne. Jaz izhajam iz gimnastike. Jaz sem bil oče svojim hčerkam. Tale moja žena, mati mojih 2 otrok, pa mama. Mene so včasih oči poklicale. Ampak gimnastika ima grehe, tale Nasser, kaj že. Ameriška je tam maser, zdravnik reprezentance. Ta je pedofil, obsojen, v arestu, ta ne bo prišel ven, ga bojo ubili. Pedofili so tam najbolj osovraženi, pa morilci žensk v zaporih. Olga Korbut, 72 leta, olimpijska medalja, je povedala, polk je prišla ven iz psihoze, transferja ali pa štokholmskega sindroma, kaj je počel trener z njo. Ampak v času bile genitalno zrele športnice, odrasle babe. Teh tandemov, športnica, trener, je malo morje po celem svetu. Problematična bi znala biti gimnastika, ker mora tam športnica popolnoma zaupati trenerju, ker je lovi tam, je moral loviti, če ne se ubije. In teh zgodb, kako ima trener svojo športnico, se loči. Tudi v Sloveniji imamo to. V svetu pa toliko bolj. Recimo, tele zimski športi, ko prenočujejo v tistih cenenih hotelih, nimajo denarja, skupaj po enih sobah, 200 dni na snegu, so zaprti in začnejo čustvovati med sabo. In trener je tista avtoriteta, ki tega ne sme prekoračiti, ne sme dovoliti športnici, da se čustveno povežeta, če bi športnica napadala.
Vse to sem jaz vedel 20 let nazaj. Šport, revija. 2.6 sem genijalen še danes, če gledam za nazaj, pa sem kritičen do sebe. Genijalen članek sem napisal. Predaval. Glejte, tole sem rekel, da bom posnel. Zdaj pa take it or leave it. Saj še marsikaj lahko. Mogoče, če me kam povabim, pa šel. Ajde, čau.